multimedijski, medgeneracijski in muzejski center na Glagoljaški ulici 4. Torej nekako 30 let, ja. Skoraj bo. Zdaj smo 20. decembra bomo imeli 29 let kot društvo in smo bili ustanovljeni v mraku enoumja. Ja, v mraku enoumja v SFRJ Jugoslaviji. Kakšne rezultate vidiš po tem 30-letnem delu? Po 30-letnem kaj? Delu. Rezultati. Mislim, da smo scali proti vetru, ves čas. Da niste bili niti novinarji in mediji z nami, niti ni bila kisla kulturna smetana, skisana kulturna smetana ni bila z nami. Niti ni bila mladina z nami, ampak samo en droben del. Med novinarstvom pa izjeme ala Armando ali pa ti, ali pa še kdo, glej, ampak v tej meri kot vidva nihče. Niti ni bila malobiščanska mainstream glavnina, smo ji bili tujek. Mi smo bili v tem mestu ves čas tujek. Samo ves čas smo upali brez razloga, ves čas smo sevali in posledice od časa srečam na dveh nogah in mi pravijo, da je bilo lepo v tistem času, da se spominjajo se koncertov, spominjajo se dogodkov, mi sami se nasmejemo in z veseljem se listamo po najbogatejših video, audio, foto in pisanih arhivih najbogatejših, po moje, 150 km naokrog. Ni nobenega društva, ki bi imelo bogatejši arhiv, pa tudi nobenega društva, ki bi imelo manj obdelan arhiv. Recimo, Dogovor je spletna stran, ki od leta 2003 dnevno beleži. In letos aprila je ena novinarka iz Maribora opazila in je zapisala, zato se ji moram še posebej zahvaliti enkrat, zapisala je, da je Dogovor največji javno-privatni arhiv v Sloveniji, spletni. In Marko Brecelj, edina resničnostna zvezda v Sloveniji. Resničnostna zvezda.